Mene skrbi recimo za tiste, bom rekel, družine ali pa za tiste odnose, kjer manjka neke bližine, kjer manjka neke povezanosti. Ampak se mu je zatresla roka. Zdaj, moja razlaga je, da je 2 milijona Slovencev se mu obesilo na roko, kakor ne falit. Veliko, se pravi, ljudje so nemočni, ne znajo se soočati s temi izzivi. Moj gost je dr. Albert Margole, psihoterapevt. Albert, živijo. Živa. Jaz sem tebe povabila, ker se mi zdi, da če pa kdo razume mladostnike, mladino, otroke, potem si pa to ti. Je pa res, da ponavadi tisti, ki so strokovnjaki, imajo velike preizkušnje na tistih področjih, kjer so strokovnjaki. Kaj praviš na to? Pa z Lejo Margole imata 4 otroke. Ja, to je res. Da če sem kje naredil svojo življenjsko akademijo, sem jo doma. Zdaj, če govoriš o preizkušnjah, recimo meni je bila največja preizkušnja verjetno to, da jaz nisem imel nekega modela stika, zdaj, konkretno odnosa oče-sin. In seveda, ko je prišla puberteta, so se naši odnosi pač razkrhali oziroma razpadali. Jaz se nisem znal sploh postaviti in tukaj sem naredil, bom rekel, velike spremembe. Se da. Kadarkoli, pravzaprav tudi takrat, ko so že velike težave, se še vedno da. Ni zavoženo, recimo. Zagovarjam to, da v bistvu te generacije zdaj ne delujejo več po načelih nekih prejšnjih generacij, ki so bile, jaz rečem, ustrahovane za avtoriteto. Se pravi, mi smo se bali tistih, ki smo jih imeli za avtoriteto, zato ker so zlorabljali moč nad nami in so nas kaznovali. Skratka, to obdobje smo nekako presegli. Hvala Bogu. In zdajšnji otroci se več ne bojijo svojih staršev. Zdaj pa tukaj nastane pa nova težava, zato ker pač otroke je treba voditi, otroke je treba imeti avtoriteto in je treba avtoriteto na novo definirati. Otroci rabijo meje, rabijo vedeti. Hočejo, ne? Oni hočejo tudi meje. Tukaj je zelo veliko enih stvari. Ni zdaj, tako bom rekel, vsa področja so zelo prepletena med sabo. Meje, meja je, gre se zmeri za varno mejo. Gre se zmeri za ta občutek, da mi je varno, da vem, pri čem sem. To je zelo pomembno za nek zdrav razvoj. Glej, s tem, da Albert, ko so vajini otroci rasli gor, je bilo kar normalno obdobje. Mi smo se pa zdaj znašli v nenormalnem obdobju, z nenormalnimi pogoji. Vsi smo bolj ali pa manj, ampak smo zmedeni, recimo, ker nas je pač doletela tako velika sprememba. Mene res me skrbi najbolj za te, ki so danes stari 10, 15, 18 let. A je upravičena ta skrb, ali lahko mi rečeš, a me lahko potolažiš pa rečeš, ne pretiravaj, vsi smo preživeli, tudi ta generacija bo. Ne, tudi mene skrbi. Ampak zdaj spet ne moramo posploševati. Mene skrbi recimo za tiste, bom rekel, družine ali pa za tiste odnose, kjer manjka neke bližine, kjer manjka neke povezanosti. Skrbi me recimo za tiste družine, kjer so starši zelo storilnostno usmerjeni, skratka, kjer pričakujejo rezultate in pritiskajo na otroke za nekimi rezultati. Skrbi me za vse tiste, ki ne dovoljujejo otroku, da bi delal napake in ki ne znajo otroka naučiti, da se napake da popraviti.
Tako sem recimo moment, tekma Slovenija, Francija, mislim, da je bila, s kom smo igrali za vstop v finale. Ja. Se ni važno. Dončić je bil na poziciji, kjer pač nikoli ne zgreši, vrgel bi, bila bi trojka, šli bi v finale. Zadnja sekunda tekme. Ampak se mu je zatresla roka. Zdaj, moja razlaga je, da je 2 milijona Slovencev se mu obesilo na roko, kakor ne falit. In to je pretežko breme. Se ga ni zmogel. Kolektivna zavest deluje, ta energija. Hočem to reči, ta pritisk, ne smeš narediti napake, oziroma da ni tega sporočila, če narediš napako, se da napako popraviti, ni nič usodnega. To v bistvu je ena zelo taka težka podlaga, recimo za to obdobje zdaj. Kaj se je dogajalo? Otroci so doma pač na ekranih, šolanje nadaljavo. Seveda je to prevelika, bom rekel, prehuda omama, da bi zdržali. To je bilo preveliko breme, da bi oni bili odgovorni in bi rekli, mi se bomo šolali, mi ne bomo igrali igric. Jasno, in ne bomo četali. Bomo seveda pridno sedeli pri pouku. In poslušali učiteljico na ekranu. Ki je dolgočasna in skratka, nemogoča situacija. In jasno, izklopili so se in niso bili seveda v stiku s snovjo in potem so bili rezultati slabši. In potem pritiski staršev in potem zaprtost družbe. Pritiski tudi, starši tega ne bojo tolerirali, ne vem, kako naj zdaj to popravim. Jaz sem imel zelo veliko primerov, ko so bili otroci samomorilni. Sej zato s tem namenom v bistvu, če lahko samo eno kapljico majhno dodava v morje možnih rešitev, delava ta intervju, ker je tega res ogromno. In ne vem sploh, kako bi lahko to obrnili, kaj bi lahko začeli, kje bi lahko začeli delati drugače. Ker se mi zdi velik problem, oziroma ne vem, kako smo mi hitro pozabili, kako je biti star 15-18 let. Enostavno, ti se strokovno s tem ukvarjaš, nisi na to pozabil. Ampak kako mi smo hitro pozabili, kako so bile ene stvari, ki se ti danes zdijo majhne, velike. Ene stvari, ki se ti danes zdijo enostavne, zapletene. Kako boš samo en stavek povedal, si ga vrtel 14 dni v glavi in kako so te stvari v bistvu, kot delujejo hormoni, ko si mogoče še nesrečno zaljubljen ali pa srečno, karkoli, se gledaš, si všeč, si nisi všeč. Mislim... in to so pomembne teme, Ni pomembno, kakšno oceno boš dobil pri slovenščini, kjerkoli druge. In starši to, ali so pozabili, ali niso v stiku s tem. Tukaj je, če lahko rečem, treba je pač postaviti prioritete na drugačen način. Ni ocena prioriteta. Prioriteta je, da so ti otroci slišani, da imajo nekoga, vsaj enega, ki jim daje to sporočilo, mar mi je zate. Meni je to beseda, ki je rešilna. Skratka, če starši, se je vsem mar. Ampak samo nekaj. A veš, kako te kot mladostnika zmoti, ko reče starš, to delamo najboljše dobro zate, ti pa čutiš, da vse, kar dela, ni v redu in te prizadene, da te ne sliši, da ti ne razume, on pa reče, delam najboljše zate. Ta stavek je meni malo... To so dvojna sporočila. Jaz rečem, zdaj, če se jaz empatično odzivam, se pravi, če ti rabiš, da te jaz slišam, jaz moram tebe poslušati. Jaz ne morem poslušati iz svojega obzorja. In če ti rečeš, meni je, ne vem, tole mi je pretežko, slišati pomeni, da ti rečem, te slišam, da ti je pretežko. Ne pa, da ti rečem, se to boš pa že zmogla, se to pa ni nič, pa kaj se sekiraš, to ni poslušanje. Ampak to, da grejo starši, da zmorejo stopiti v čevlje svojih otrok, in zdržati to. In zdržati ta občutja, ki jih nosijo ti mladi. In ne reševati, recimo. Ker starši so tisti, ki hočejo
v bistvu namesto njih opraviti neke stvari, tukaj je zdaj nova, bom rekel, tema. Otroci rabijo biti lastniki svojih izkušenj, jaz rečem. Skratka, oni rabijo se učiti preko izkušenj in ti se ne moreš naučiti, ne vem, če je izkušnja ravnotežje na kolesu, recimo, ali pa na skejtu. To se ne da dopovedati, to se naučiš preko napak, preko padcev. In starši težko vidijo, da otrok pade, da naredi napako in pol oni namesto njih. In pol imaš te helikopterske starše, ki nadzirajo vse, da ne bi otrok napake naredil, in ves čas vsiljujejo svoje mnenje. In tukaj se zgubi ta občutek, da jim je res mar. Pa vem, da to delajo zato, ker hočejo biti najboljši starši in so v redu starši. Sej zdaj v tem trenutku razmišljam, ko gledam starš, ki dela prav tako, kot ti govoriš, kako se mora slabo počutiti, ali pa če to vidi, kako mu mora biti mogoče težko, pa reče, ja pa ne znam drugače. Kje, a veš, a mi dva govoriva zdaj, a mi dva delava ta pogovor za starše ali za mladostnike? Oziroma, koga nagovarjava? Jaz bolj, bom rekel, nagovarjam starše. Jaz sem se to naučil, da, to je pa zdaj nov paradoks. V bistvu moč vpliva imajo starši. Otroci so na starše navezani. In preko te navezanosti starši pač seveda se odzivajo in vplivajo na otroke. In jaz mislim, da je to najpomembnejše, kako so starši opremljeni v teh odzivih. V bistvu o tem midva piševa v Izštekanih najstnikih in starših, ki štekajo. To je tisto, kjer starši izgubljajo v bistvu ta stik in pač preko stika pa izgubljajo moč nekega vpliva. Otroci, ki so pod, bom rekel, tem helikopterskim nadzorom, ali se zaprejo v sobo, to je zelo pogosta zgodba, kar rečejo starši, pol ga vprašaš, kako je, kako si, nič ne zvem o njem, nič ga ne poznam. Ampak to ni normalno. Po tvoje to ni normalno, ali je to normalna faza odraščanja? Jaz nimam rad besede normalno. Vse tudi jaz ne, pa kako bi rekla. To je neka, jaz se razumem v bistvu vsako vedenje. Vsako vedenje ima nek smisel. In zdaj, če rabi otrok zasebnost, avtonomijo, če je to pač neka razvojna, bom rekel. Ampak če je to če je to vzorec v odnosu, da se umikamo drug drugemu, je pa nekaj, kar nas skrbi. Tako da pač tukaj treba vedenje pač videti v nekem kontekstu, mogoče malo širše. A lahko malo osebno vprašam, recimo, si videl, da odnos problematičen v določenem obdobju, ki se ga je imel s svojim otrokom, je lahko posledica problematičnega odnosa v zakonu? Ali je to, sta to dve... Ne, zelo dobro vprašanje, zelo pomembna tema. V tem obdobju, se pravi, odzivati se na najstnika, imeti najstnika je stresno. To so pritiski. In ti pritiski seveda pritiskajo na vse odnose. In je partnerski odnos, tam, kjer pač so partnerji skupaj, bom rekel, zelo na udaru. Kaj jaz vem, pri nama vem, da je bilo to, da nekaj se je zgodilo in prvo je to, kdo je zdaj kriv. To je zig zato, ker sva midva, ne vem, tam pa tam nisva. Ali pa to je zato, ker ti ga razvajaš, ti si pa prestrog, tebe pa nič ni doma. In sva v bistvu imela ves čas te tenzije. Tako jaz mislim, da najin odnos bil takrat najbolj na preizkušnji in zelo vpliva v bistvu ta občutek, a je partnerski odnos stabilen ali ne, na celotno vzdušje. Jaz imam to, da mi smo najprej partnerji, potem dobimo šele starševske vloge. In v bistvu v teh starševskih vlogah v najstništvu smo pač, bom rekel, na preizkušnjah. In zdaj, če imamo mi tukaj partnersko podporo, skratka, če jaz nekaj naredim, pa pač ni ustrezno, kakorkoli, in da meni partner
Očita? reče, ja, zdaj, če mi očita, ne, to ni prav, tega je zelo veliko, da so eni so eksperti, in pol druge, bom rekel, tam peglajo pred otroci. Ne, to ustvarja novo napetost. Ampak sporočilo spodaj je, jaz ti kot partner ne stojim ob strani. Takrat je pomembno to, da te jaz kot partner razumem te, da si v stiski in ne vem, deva to kot partnerja. In tu pride moč, ne? Tu pride moč, tam pa odteka moč v bistvu. Odteka, nimaš moči od otroka, nimaš od partnerja moči, nimaš jo v sebi in potem to vse se razpušča. Čim dobiš eno moč, lažje je graditi katerikoli odnos pravzaprav. In recimo v takih pogojih se zelo pač seveda pride do velike jeze, tudi do nasilja, agresija. In to je vse, bom rekel, zelo povezano z sedanjo situacijo. Se pravi, ljudje so nemočni, ne znajo se soočati s temi izzivi in več je pol tudi konzumacije raznih substanc in agresije, nasilja. Albert, kako si ti v tistem trenutku dobil svojo moč, da si spet navezal, vzpostavil dober odnos s svojimi otroki in seveda tudi z ženo Lejo? Jaz mislim, da je tukaj najin partnerski odnos bil podlaga. Skratka, midva sva vsak večer sva imela tako, da bi rekel, zasedanje bojnega štaba, kaj se je dogajalo, kako se bomo za jutri opremali. In to je bilo v bistvu, da sva lahko povedala, kako nama je. Delila sva, kako nama je težko, kako sem jaz zgubljen. Leja je rekla, da je probaj, ne vem, to pa to. Meni se to ne zdi v redu, če boš na ta način. In ja, preko tega sem jaz pač, zdaj ne vem, to je zelo široka tema, ampak mogoče bistvo je to, da preklopiti treba iz razuma v čustva. Skratka, tudi, ko sem jaz z otroki skušal se, ne vem, pogovarjati ali pa se odzivati, jaz sem rabil priti v svoje čustva. Jaz sem rabil reči, jaz te toliko pogrešam, jaz ne čutim, da je najin odnos to, kar si jaz želim. In otrok je mogel imeti priliko, da je rekel, ne vem, takle oče, jaz imam občutek, da ti me sploh ne poznaš, da ne veš, kdo sploh sem. In sva prišla v solzah v bistvu do nekega stika, ki še zdaj traja. Ja, da se, veš, ker tu, ko rečeš razum, čustva, moje mnenje pa je, da nam pa v tem obdobju manjka prav zdravega razuma in da preveč popuščamo oziroma da nimamo pod nadzorom čustev. Ampak nisem nikakor zagovornik nekih, me razumeš, samo da ne bi se narobe razumelo, ampak da starš pride in se, ne vem, otroku tam razjoka in mu pokaže vse čustva. A lahko samo malo to razložiš? Ne. Ja, tukaj imamo zdaj, bom rekel, sploh kako razumemo čustva. Jaz v bistvu takole gledam, da vsako vedenje poganjajo čustva. In vsa čustva so okej. In mi ta čustva v bistvu moramo nekako zregulirati, mi jih moramo seveda integrirati, z njimi znati živeti. Ampak intimni odnosi, domači odnosi so intimni odnosi. Brez te čustvene komponente, se pravi, tukaj noter je in ranljivost, tukaj noter je sram, tukaj noter so pač tista čustva, ki jih ne nosimo okoli. Brez tega so ti odnosi tako siromašni. In pač to, če se starši jokajo pred otroci, ker jim je žal, da so nekaj naredili, to ni odrasla drža. Ampak recimo odrasla drža je pa, da rečem, ne vidim junaka, očeta, ki zmore pokazati svoja čustva ranljiva, recimo. To je pa že tako, bom rekel, junaško dejanje. In tukaj noter se ta stik dela. Tukaj, kjer nas otroci, bom rekel, vidijo kot ljudi, ki čustvujemo.
Ne, vse drugo, ne, to, kar imamo mi, da pač, ne vem, kar nosiš čustva, pa da si čustven, pa to nima veze s čustvi pravzaprav. Hvala ti za to. To je to, kar začutiš pravzaprav, da je nekaj, s čimer imamo opravka in s čimer lahko rešimo marsikaj. In recimo, ne, kar jaz recimo počnem na terapijah, kjer mislim, da sem res uspešen, pa tudi učinkovit, sploh v teh težkih samomorilnih, samopoškodbe, depresije, pač ta spekter, je ravno to, da pomagam tem mladim ubesediti to, kar se jim dogaja v čustvih. In to je to, kar začutiš, kar čutiš in znaš to spraviti v besede. In se pravi, tukaj je eno pravilo, ko jaz poimenujem ta čustvena stanja, jih tudi obvladujem. In to rabijo. Oni rabijo se naučiti, kako regulirati vse to, kar se jim noter pač od hormonov. In imeti varni prostor, dom v prvi vrsti in potem še vse ostale skupščine oziroma skupnosti. Da jim je to omogočeno in to človeka res potem dela močnega. Albert, čudovita sporočila si dal. Hvala ti v imenu tudi naših gledalcev in gledalk. Hvala za povabilo. Moj gost je bil dr. Albert Mrgole, psihoterapevt.